Sprej, ko imamo izdelek v roki, ga je treba najprej okoli obrniti. Sprej, to, kar je na prvi strani, to ni najbolj verodostojno. Treba je pogledati, kaj piše pod sestavine dvopiče. Ponavadi je tako, kot se reče, ulej, tale ima pa samo 16 kalorij na eno porcijo, pa okoli obrneš in vidiš, v tej vrečki je 60 porcij, pa misliš, da je to za dvakrat. To so vedno prehranska priporočila, to ni zakon. To je to. Sploh ni sestavin. To je to, zrna. Se pravi, fižolček. Zdaj sem lahko čakaj sestavin, ne piše, valjda. Drage gledalke in gledalci, oziroma poslušalke in poslušalci, če nas samo poslušate, lepo pozdravljeni v še eni epizodi Šparovega podcasta Več vem, bolje jem. Danes se bo tale naš podcast, v katerem razbijamo prehranske mite in se učimo o prehrani, prelevil v nekakšen bralni krožek. Zakaj? Zato, ker bomo brali etikete. Pogledali bomo, kaj vse se skriva na teh nalepkah, ki jih najdemo na vseh prehranskih izdelkih in kaj nam napisi na njih sploh pomenijo. Ali če piše nizka vrednost maščob ali vsebnost maščob, ali je to res zdravo, ali so nam mogoče potem pri sladkorjih kaj podtaknili, ali če piše naravno, a to že kar takoj pomeni, da je bolje od stvari, kar nenaravnih. Vse to bomo videli in vse to bomo izvedeli, da pa ne bomo ustrelili kakšnega kapitalnega kozla, pa je tukaj, da nam bo pomagala Mojca Cepuš, svetovalka za zdravo prehrano in hujšanje in certificirana nutricionistka. Mojca, lepo pozdravljena. Zdravo. Živjo. Danes bomo torej brali, pa če bi mogoče čisto na samem začetku povedala, po tvojih izkušnjah, pa ko se pogovarjajo z ljudmi, koliko ljudi pravzaprav sploh pogleda na to, kaj vse piše na nalepki na hranilih? Ja, precej malo, pa se tudi bojim, da tale najina tema zna na prvi pogled izgledati kar malo dolgočasna, ker se nobenemu ne da brati, če pa že, so pa črke tako majhne, da ljudje kar malo voljo izgubijo ali pa ne prepoznajo tega, kar piše. Ja, tako da sponzorji, neka optika, neki. Ampak na začetku bi rad s teboj skupaj razbil nekaj mitov, ki veljajo, se pravi, kaj, ko kupujemo hrano, kaj ponavadi gledamo in ali to zares drži. In sicer prvi mit. Nizka vsebnost maščob pomeni, da je izdelek zdrav. Vsekakor ne. Olivno olje je recimo super zdravo, pa ima visoko vsebnost maščob. Pravzaprav edina vsebina te steklenice je maščoba. Tako to absolutno ne drži. Res pa je, da v sodobnem času, kjer pojemo preveč nasičenih maščob, je lahko izdelek, ki vsebuje manj nasičenih maščob, bolj primeren za uživanje, ampak seveda je treba prebrati celo deklaracijo, da vidimo, kaj je v tem izdelku, kaj je dodano. Če nam ta manjko maščobe, potem, če zaradi tega manjka, potem dodajo več sladkorja, da je izdelek isto okusen in tako naprej. Tako da absolutno je lahko maščoba dobra ali slaba. Zdaj, pri teh izdelkih, ki je potem nadomeščajo, ravno to jaz vem, sam, ko sem kdaj gledal, pa sem rekel, koliko je malo maščobe v tem jogurtu, pa sem rekel, ampak kaj pa sladkorji, poglej, koliko jih je tam, pa primere z navadnim, kako je pa pravzaprav, kateri so mogoče taki izdelki, ki se izpostavljajo nizko vrednost maščob, ampak je pa treba biti pozoren potem pri drugih postavkah. Ena stvar, ko mi pade takoj na pamet, so predelani mesni izdelki. Včasih so takšni, ki so označeni z light, potem v osnovi je ta surovina manj okusna, ker maščoba je nosilec okusa in potem je treba dodati več aditivov, več se pravi arom, da je izdelek dober. Potem pa spet se je za vprašati, kaj boljše pojesti, manj maščob ali več drugih aditivov. To je recimo taka prva stvar. Druga stvar je jogurt, kar si rekel. Pri jogurtu pa je tako, da navaden jogurt ima ponavadi iste količine beljakovin, ogljikovih hidratov in pa maščob, ampak ker vemo zdaj, da sploh ženske pojemo malo premalo beljakovin, iščemo takšne jogurte, ki imajo beljakovin ogromno in potem tudi lahko malo spregledamo kakšen gram več ogljikovih hidratov ali pa maščob na ta račun. Super, najlepša hvala za prvi razbiti mit. Naslednji pa pravi takole: naravni sladkorji so boljši od dodanih sladkorjev.
Ta trditev mi je zelo všeč, zato ker nisem pristaš tega, da so kar vsi sladkorji slabi, kar počes. Bi se strinjala, da dodan sladkor v smislu belega, rafiniranega sladkorja je sigurno nekaj, česar si ne želimo imeti v nekem izdelku, ki ga kupimo. In to pogledno so naravni sladkorji seveda boljši, ker recimo lahko imamo nek dober jabolčni čips, ki ima veliko sladkorja, ampak nič dodanega, ampak so notri naravni sladkorji, ki so pač v jabolku, jabolko je potem posušeno. Tako da to pogledno so seveda naravni sladkorji boljši, ker pridejo v paketku in ta paketek zraven, se pravi vitamini, minerali, prehranska vlaknina, upočasnjuje praznjenje želodca, ta sladkor se pa počasneje spravi v kri in tudi ima manjši vpliv na hiter dvig in pa padec sladkorja posledično. Tako da, ja, kako pa vemo, recimo, se pravi, če sam pogledamo, ne, zdaj, a je ta dodatni sladkor, oziroma dodani sladkor, kaj posebej označen, ali rabimo kakšna dodatna znanja? Ne, seveda je, ampak je treba, spravi, ko imamo izdelek v roki, ga je treba najprej okoli obrniti, spravi, to, kar je na prvi strani, to ni najbolj verodostojno, treba je pogledati, kaj piše pod sestavine dvopiče in tam imamo potem notri vse sestavine, ki so v tem izdelku. In naprimer, če vzamem za primer ta čips, jabolčni čips, imamo samo sestavine dvopičje, jabolko, pika. In če ne piše, da je zraven dodan sladkor, ker če gremo pa mi gledati potem številčno deklaracijo in potem vidimo, da je to 70 gramov sladkorja v 100 gramih izdelka, pa vidimo, da je pač to naravno prisoten sladkor. Torej, pod sestavine mora biti navedeno vse, kaj je v tem izdelku. Se, če pa piše jabolko plus sladkor, ne, pa vedno, tako, da je bilo dodatno. Tako. Lahko piše tudi brez dodanega sladkorja, pa so notri nenutriativna sladila ali po domače temu rečemo umetna sladila, kar je spet tema za sebe, ali je to primerno ali neprimerno in v kolikšni meri je primerno to uživati, ampak se lahko napiše brez dodanega sladkorja. Tako da je treba biti res pozoren. Prva stran, sam na hit pogled, nazad, vzad, prebrati drobni tisk, prebrati med vrsticami, vse, kar se da. Pa ena fina stvar je prebrana deklaraciji, se pravi, enkrat prebereš in potem se odločiš, ali je izdelek primeren ali ne. Spravi, to ni, da vedno, ko greš v trgovino, boš vedno bral. Tu, ko knjigo enkrat prebereš, potem veš, o čem se gre. Tu pa tam mogoče še da si veži znanje. Meni je pa tale deklaracija, veš, tlele od teh smičev toliko všeč, da je vsakič berem leto 16% manj. Super. Mit številka 3. Beljakovinske tablice so vselej zdrava izbira. Absolutno ne. Se pravi, spet, kako ocenjujemo določen izdelek? Ocenjujemo ga tako, da preberemo deklaracijo. Včasih kdo reče od neke blagovne znamke, a imajo oni dobre izdelke? Ne vem, dokler ne preberem deklaracije. In na podlagi deklaracije se potem odločimo, ali je nek izdelek primeren ali ne, oziroma zakaj je primeren za uživanje. Tako da beljakovinske tablice so v veliki meri junk hrana, visoko procesirana junk hrana, sladka ali slana. Obstajajo pa tudi pač boljše različice beljakovinskih tablic. Ampak tukaj nažalost z beljakovinskimi izdelki je velikokrat tako, da če je malce višja cena, je izdelek malce bolj kakovosten. Ne vedno, ampak v velikih primerih pa. Ne, pa dogaja se tudi, pravzaprav se zdi, da kar je zdaj trenutno ta beljakovinski je zelo ena taka bi rekel, krilatica, ki jo ljudje zelo radi lepijo, kamor se le da. Malce beljakovin ima notri, bomo dali to lepa beljakovinsko. Tako, to je tržna niša, če lahko tako rečemo. In se pravi, se to prodaja in je to smiselno pač potem iz vidika proizvajalca dodajati, da se bolj prodaja. Vprašanje pa je, če potrebujemo. Zdaj v svoji praksi vidim, da večina žensk ne poje dovolj beljakovin, ker mogoče pač je moj vzorec tak, da dobim ravno takšne ženske, ki niso zelo velike mesojedke. Po drugi strani pa, če bi svojega moža pogledala, pa dobi več kot dovolj beljakovina. Tako da je treba malo preceniti, ali to sploh potrebuješ, ali ne. Včasih pa tudi poješ vsake samo zaradi okusa. Ampak meni je pomembno, da ljudje vejo, kaj jejo. Podobno so recimo kosmiči za zajtrk. Če pogledaš deklaracijo, vidiš, da je večina sladkarij teh kosmičev za zajtrk, ali pa sadni jogurt tudi spada v kategorijo sladkarij in če to veš, je v redu, ker tudi sladkarije jemo, ampak nisi pa potem v nekem lažnem prepričanju, da si zjutraj pojedel kakovosten obrok, če si v bistvu jedel kekse, samo pač v obliki kugelc. Ampak so zabavne. Sigurno pa okusni tudi. Zdravo piše. Takole, četrti mit, če je na hrani napis brez glutena, pomeni, da je zdrava. Absolutno ne.
Ne, lahko pa je primerna za ljudi, ki imajo težave, recimo z ljudmi, ki so bolani, ki imajo celiakijo, ali z ljudmi, ki so intolerantni na gluten. Tudi teh je nekaj, pa tudi če je modna muha, nič hudega. Včasih lahko zberemo tudi pač nekaj, kar ne vsebuje glutena. Glavna stvar tukaj je, da ocenimo, koliko je procesiran izdelek. In neko glavno pravilo, kaj je razlika med zdravo in nezdravo hrano, je v stopnji procesiranosti. Manj kot je procesirano, načeloma bolj zdravo je. Torej, če je brez glutena, pa je recimo neprocesirano, kot je na primer riž ali pa polenta, a ne, je to krasno. Če pa to se pravi nek keks s polnilom, pa je brez glutena, je pa pač isti junk, kot navaden keks iz recimo pšenice. Samo pač lahko si ga privoščijo ljudje, ki se drugače glutenskih ne bi mogli. Tako. Ni pa to bolj zdravo. Super. Evo, in še zadnji mit. Vse, kar piše bio ali eko, je zdravo. Spet ne. Ja. Kako so neusmiljene, vse treba. Je pa res, kar bi poudarila, se pravi, Evropa ima dobro zakonodajo glede prehrane. In ko ima izdelek Evropski list, to je ta zelen kvadratek z zvezdicami, da dobiš ta certifikat, to je zelo težko. Zelo velika je papirologija, moraš dati porekla, dokazovati, redne inšpekcije so. Tako da ta listek ni kar tako in mu lahko zaupamo, da so surovine bio. Nič še to ne pove v končnemu izdelku, ki je lahko še vedno visoko procesiran izdelek in spada v kategorijo junk hrane. Torej, surovine so, pod pogoji biopredelave in pač vseh teh pogojev, ki jih moraš izpolnjevati, ne pomeni pa, da je končni izdelek za to zdrav, ker odvisno, kaj so sestavljeno. Se pravi, krompir je lahko naravno pridelan, pa ima eko bio, pa lahko ga dobiš pač kot kuhan krompir, lahko pa iz njega naredijo čips ali pa nekaj, kar je ultraprocesiran. Tako. In bio čips je pač ni zdrava hrana, tudi če je bio. Mojca, najlepša hvala za pomoč pri prepoznavanju teh mitov in legend in bajk o oznakah na prehrani, ampak tukaj so še druge stvari, ki jih zdaj še niso omenila. Se pravi, ponavadi, ko gledamo, niti ne gledamo toliko teh, bi rekel, vseh sestavin, ampak prva stvar, ki jo pogledamo, je običajno ta lista, ki nam pove, koliko je kalorij. Se pravi, pogledamo, koliko je kalorij in kaj so stvari, na katere treba biti pozoren pri tem, recimo, ponavadi je tako, ko se reče, tale ima pa samo 16 kalorij na eno porcijo, pa okoli obrneš in vidiš, v tej vrečki je 60 porcij, pa misliš, da je to za dvakrat. Ja, vidno treba gledati na 100 gramov. 100 gramov je neka referenčna točka in potem vidiš, ali ima neko živilo veliko in malo kalorij. Če ima neko živilo 16 kalorij na 100 gramov, to je skoraj sigurno zelenjava. Mislim, da druge hrane ni s tako malo kalorično vrednostjo, pa je to super ekstra zdravo. Se pravi, vedno gledamo na 100 gramov, nikoli ne gledamo na porcijo, ker porcija je od do. Pa v resnici porcija je tak ilusiv pojem. Za porcijo verjetno lahko pomaga, če že poznaš neko stvar, pa veš, koliko približno boš pojedel, če zaradi tega, da ti matematiko prihrani. Jaz si ne predstavljam, da bi ta porcija sploh to mi je tak čuden koncept. Jaz delam 18 let z ljudmi, ki morajo ravnati sladkor, holesterol, ki hujšajo. Enkrat ni nihče rekel, vem, kakšna je porcija tega, ampak vedno rečejo, lahko pojem 2 žlici, 1 žlico pest, koliko kalorij lahko dobim od predelane hrane, da bi kdo porcijo upošteval. Ja, mislim, jaz v praksi še nisem takega junaka srečala. In zdaj pri teh, recimo, koliko pa moramo pol upoštevati oziroma kako pa si pomagati s temi kalorijami, ko načrtujemo, recimo, da si hočemo zdrav obrok oziroma nekako zdravo razparcelirati hrano čez cel dan, koliko moramo biti pozorni že samo na to, kaj kalorije in pa mogoče tudi na druge stvari, pa kaj piše, pač sladkorji, maščobe, soli in tako naprej. Ja, kalorije so nek okvir. Ampak mogoče je najbolj preprosto reči tako, če hočeš približno zdravo jesti, da se ne rediš, imaš pred sabo krožnik in polovica krožnika mora biti zelenjave, četrtina iz ogljikovih hidratov, četrtina iz beljakovin. Se pravi, Slovenci to pomeni pol krožnika solate, četrtina krompirja, četrtina mesa, nemastnega. Tako bi nekako tudi tukaj na ta način lovimo tudi kalorije, če si tako krožnik sestavimo. Sicer pa moramo vedno pogledati, da kalorije to so energija. In če energije ne bomo porabili, jo bomo prišparali za pola. Zdaj, kje bomo prišparali, ženske na trebuhu pariti, moški okoli
trebuha večinoma in je fajn, da vemo približno, koliko kalorij lahko pojemo, zato da se ne redimo. Ne? Seveda je pa pomembno, odkot so kalorije. Kalorije tudi prihajajo v paketkih, se pravi, pridejo v paketku z vlaknino, z beljakovino, z ogljikovimi hidrati in temu pa rečemo, da moramo še upoštevati vsebnost makrohranil. Makro to tako pogovorno rečemo, se pravi, koliko beljakovin rabiš. Se pravi, nutricionisti, pa v njih se z Exceli delajo, ste približeni isti, vsi imate makro. Tako. Pač je treba malo biti pozoren, da pojemo dovolj beljakovin. Ogljikovi hidrati niso esencialni, so pa pač pomembni. Brez njih bi v sodobnem svetu zelo težko živela. Mislim, težko bi bili vsi ves čas v ketozi. In pa maščobe so esencialne. Torej, malo je fajn, če imamo občutek, koliko časa lahko pojemo. Kalorije so pa ta nek osnovni pojem, da vemo, pač, koliko bencina rabimo. Ja. In potem imaš tudi vedno pri vseh teh vsebinah, seveda, da prihajam iz sveta besed, pa tega, tudi priporočen dnevni vnos. Ne? Zdaj, če smo prej rekli, te kalorije, pač pa koliko je na en obrok, da je tako zelo nedojemljivo vse skupaj. Kako je pa pri teh, ki ti kaže, koliko procentov dnevnega vnosa je to, koliko je pa tukaj to mogoče lažje si predstavljati, ali je tudi vse skupaj bolj nekje v oblakih, ko skušamo zapopasti. No, to so vedno prehranska priporočila, to ni zakon ali pa nek absolut, ampak so priporočila. In ta priporočila so vedno nekje na 2000 kalorij. In če piše recimo ta izdelek, recimo, da imamo, ne vem, pred sabo jogurt, vsebuje recimo kalcij in da bi pisali gor, ne vem, ta jogurt vsebuje 15% dnevnih priporočil po kalciju, pomeni, da pa z eno porcijo smo pojedli 15% kalcija, kolikor ga potrebujemo. Spravi, moramo še, koliko je pa to? 85%. Tako, pa dobimo, malo hrustanca pa dobimo. Spravi, to je mogoče pomembno, zato da vidimo, kje smo, ampak to je brez Excela oziroma brez neke aplikacije, to zelo težko na pamet se računamo v glavi. Je pa tudi res, koliko je zdaj ravno to potrebno vsako stvar čisto preračunati, koliko pa lahko. Mogoče res to ne poleg tega krožnika, ki si ga že omenila, sem prav polovica zelenjave, polovica ogljikovih hidrati, polovica beljakovine. Kaj so mogoče kakšne take stvari, ki si lahko pomagamo prav s tem, da če beremo malo bolj pozorno ali deklaracije, ali te kalorijske tabelce, kakšne so še kakšne finte, s katerimi si mogoče lahko pripravimo bolj zdrave oziroma uravnotežene obroke? Mislim, pri pripravi obrokov, pa pri načrtovanju je v bistvu najbolj pomembno načrtovanje in razmišljanje. Pomeni, da si moramo napisati nek okviren jedilnik, potem moramo iti v trgovino, moramo to hrano pripraviti, jo moramo dati, mogoče že malo v skrinjo, da bomo imeli za čez cel teden in potem lahko mi zdravo izbiramo. Če pa zjutraj ne pojemo zajtrka, kar se nam mudi, potem neki na hitro pa 2 kavi, potem solato s piščancem, kar ful zdravo izbiram in pojem to za kosilo. Kaj se zgodi, ko priješ domov, pač poješ vse ali pa že na poti domov, greš v trgovino in kupiš neprimerno hrano. Se pravi, pri izbiri hrane, ko smo že tako daleč, je branje deklaracij ni na prvem mestu. V prvem mestu je načrtovanje, kaj sploh bomo dali v telo, kaj bomo sploh jedli. In glih to načrtovanje se zdi ena taka zelo zagamana stvar. Jaz se zmerjivno, pa kaj bomo, kako bi, kakšni triki glede tudi tega, kako si, ne vem, tabelce, probaš kaj tedensko delati, mesečno? Ja, meni se zdi en super trik, to ponovadi učimo otročke v vrtcih ali pa v osnovni šoli in rečemo, gremo jesti po barvah. Se pravi, danes je petek, danes je zelena barva. Se pravi, danes boš pojedel vse, kar pač boš pojedel, plus eno zeleno barvo. Se pravi, pojedel boš pač solato, ki jo sicer morda ne bi. Ali pa, ker sva Slovenca bova rekla, ajde, solato itak skozi jemo, plus solato še nekaj zelenega poješ. Kumarco. Kumarco šteje, kaj je zeleno. Seveda, šteje. V redu. In zdaj sobota, bo pa rdeča, poješ nekaj rdečega. Nedelja bo pa modra. In kaj bo zdaj nekaj modrega pojedel? Borovnice? Plus še nekaj rečemo. Modrega, še zdaj se moram spomniti, kaj je modra riba, to šteje, kaj rečemo plava riba. Ne, ampak to je zdaj, zakaj je to tako dragoceno? Zato, ker ko se bo spomnil te naslednje modre hrane, ti bo to zavedno ostalo in recimo boš rekel, kaj je malancan. Topinambur, ni tudi? Topinambur, ampak vijolični krompir je recimo. Tako. No, in se pravi... Modri bombončki. A ne? Se za moj okus je tudi to v redu, za zdravje, ne? Una čokolada je imela modr celofan. Milka.
In kaj hočem reči, se pravi, na ta način bi mogoče pojedel malancan, ko ga sicer ne bi. In to je neka osnova, se pravi, da vsak dan v tednu ima neko barvo in je potem lažje razmišljati. Druga stvar je ful pomembna, je, da začnemo z zelenjavo. Ker če te se vprašam, kaj se ti lušta? Kaj boš rekel? Ponavadi bo v zmeri neka beljakovina. Bo z mesom začel, ne? Okay. Jaz bom pa škorobom začela. Se pravi, meni se lušta testenina ali pa knedličkov, tebi se bo pa piščanca ali pa svinje, nekaj takega. Okay. Če pa jaz rečem, danes je moder dan, malancan, se pravi, jedla bova malancan plus Kaj pa še pa zdravo? Ti bo že v neko beljakovino, jaz bom dala nek škrob in mava, plus solato, kar so slovenka. Se pravi, mava že takoj 2 zelenjavi, ker če ne bova pa vidno pristala na pečenki s krompirjem, piščancu z rižem, za neko klasiko. Pa solati brez malancanov. Tako. No, ker pa, če pa štartamo z barvo in z zelenjavo v razmišljanju, še vedno jemo pa meso pa krompir lahko, ampak imamo osnovno, se pravi, osnovno razmišljanje je že malo bolj raznoliko. To je recimo en tak dober nasvet. Pol je pa še najbolj simpel, ko ne veš, kaj bi s tem malancanom zdaj delo, ne? Vtipkaš v Google, malancan se reče eggplant, se pravi eggplant dinner ideas, pa klikne slikice. No, tudi Šparma dejansko svojega asistenta, ki ti pomaga, če mu pišeš, kaj imaš sestavine, ne, in ti potem pomaga reči in ti predlaga recept. Tako. Evo, odlično. Meni malancan, jaz smo čistko, če se zdaj pogovarjamo o tem, meni je baba ganuš. Najboljši namaz. Kako je to dobro. Ali pa recimo, če malancan odsvreš v pečici, lepo ga daš jajček, moka, drobtinice, polnozrnate, to božansko pride. To je, kar pozabljamo malo. A ne? No, in zato, ker če pa štartaš z barvo, pa z zelenjavo, je potem ena kupica hrane, ki jo sicer mogoče ne bi, ker pač pozabiš, da malancan obstaja. Super. Ja. No, pa ker smo glih pri barvah, ne? Še ena stvar je, ki jo zadnje čase vidimo, tudi na embalaže hrane, in sicer ta večbarvni semafor, ne, od A do E ali od A do F, ki kaže, kako kakovostna naj bi bila hrana oziroma kako primerna. Ne, in me zanima, koliko je pravzaprav ta nek popreproščena. Ne, če smo prej govorili, vzad je treba pogledati, ne samo tabelce, tudi pogledamo, kaj so vsebine. Koliko pa pravzaprav te črke lahko so neka dobra smernica pri izbiri hrane? Meni se zdi porazno slabo. Tako nimam lepšega izraza, res slabo. Preveč poenostavljeno po internetu kroži en super predavanje enega profesorja, ki pravi, Coca-Cola ima, vse zeleno, so kot nima nasičenih maščob, light, nima dodanega sladkorja, super je. Pa to še vedno ne spada pod zdravo hrano. Tako da jaz bi rekla, dejte rajš prebrati deklaracije. To je zelo zavajajoče. Imaš lahko neki izdelek, ki vsebuje veliko maščob, pa so to dobre, esencialne maščobe, pa bo spadalo v kategorijo preveč maščob. Ja, se verjetno mogoče je to ena stvar, ker če si glih to govoril, da če zdaj izbiraš neko olje, najbolje definitivno ne bo A, ampak da je neka izbira pa vseeno ali, ne vem, 3. ali pa 5. stopnja na lestvici. Mogoče čist, kad primerjaš, bi rekel, enake izdelke med sabo. Ne vem, zato ker to je velikrat na procesiranih živilih. In procesirana živila so, se pravi, slaba, ker so procesirana, potem imajo lahko pa različne dodatke noter, ki so eni pač manj slabi, eni bolj slabi. In to pa ne zazna ta semafor. Tako da jaz bi rekla, da je to celo, ne samo, da ni uporabno, ampak da je celo zavajajoče. Tako da bi se tega res izogibala. Zdaj, če bi mogoče vzela vse skupaj, kar sva zdaj se pogovarjala, pa da bi rekla, kaj so, ne vem, mogoče 2-3 stvari, na katere je najbolj treba biti pozoren, ko pridemo v trgovino, vzamemo nek izdelek s police in pogledamo, kaj piše na njem. Se pravi, če tako na hitro povzameva v 3 točkah, kaj bi bilo to. Okay. Če ni deklaracije, je najboljši izdelek. Ker smo kupili osnovno surovino. Se pravi, to je najboljša stvar. Ko imamo pa enkrat izdelek v roki, obrnemo, in kaj gledamo, da je čim manj sestavin, da jih znamo prebrati, da razumemo, kaj to pomeni. To je pravzaprav to, da je živilo čim manj procesirano, spravi, da razumemo vse, kar piše na deklaraciji. Zdaj pa, da ne bova samo, hotel sem zaprašati, jezik se ne ostane, da vidi, da se tudi meni kdaj zatakne jezik, da ne bova samo o teoriji, da pogledamo, kako izgleda tole izbiranje tudi v praksi, pa te bomo zdaj s najnovejšim čudežnom tehnologije, ki smo reče montaža,
prestavili v Špar, kjer se ti bo pridružila Sanja Grohar in boste skupaj pogledali, kako izbirati stvari. Tako da si pripravljena na polet? 3-4. Gremo! Mojca, jaz ti moram priznati, da bi z družino radi ful bolj zdrav začeli jesti. Pa res ne vem, od vseh informacij, ki jih prejme človek, kako začeti, sploh kje, kaj, etikete, kako brati in v bistvu vse te obljube, tako da bom ful vesela tvoje pomoči. Gremo kar pogledati, čeprav se mi zdi, da nekaj že zdaj delate verjetno v redu, ker ti si Vitka, odkar te poznamo iz televizije. Hvala, ampak jaz mislim, da je tudi malo genetike, pa malo tega, da sem se res spravila paziti, kaj jem, ker vseeno pač sem tudi mami in moram biti malo tudi zgled za moje dva fanta. Ampak vsaka, bom rekla, taka profesionalna informacija prav pride, tako da jaz sam sledim tem, kaj boš rekla. Super, gremo zdaj pogledati en dober izdelek, ko je fajn, če ga imamo vedno na policiji, zato ker se ga da uporabiti na veliko različnih načinov. Okay. In pa boš malo deklaracijo pogledala, da vidiš, kako lahko med takimi izdelki izbiraš boljšega, pač kjer niso tako dobri. No, super, greva. Ja. No, tukaj je ta izdelek, ko sem ti ga hotela pokazati. Sej verjetno ga poznaš, mislim, vsi ga poznamo v resnici. Evo. Top. Zdaj pa, kako se berejo deklaracije? Izvoli ti en izdelek. Najprej vedno pogledava sestavine. Okay. Se pravi, tole je naslov Bio-paradižnikova kaša iz ekološke pridelave. In sestavine, lahko ti prebereš? Torej, paradižniki olupljeni in narezani kot top, da je olupljen. Pa naš Matej ful rad dela testenine, tako da res mi je fajn, da greva čez to, da bom naslednjič rekla, za kakšno od teh, bom rekla, omak, katera je res fajn za uporabljati. No. Se tudi on zelo gleda, da so pač okej, ampak zdaj bom jaz lahko podala oceno. Pa to prihrani čas, ker je že pripravljeno, pa po zimi, ko paradižniki niso najbolj kakovostni, je to recimo super izbira. Omake, juhe, verjetno. Za karkoli, tako, pomake. Sicer mene res skozi, Matej, tudi če so kakšne take, ali pa naprimer pri kečapih, ki jih imajo otroci radi, je pa res, da mi Matej dosti reče, daj glej, da vzameš kaj tazga, ki ni sladkorja noter. Zato beremo deklaracije. Se pravi, kaj je notri? Sestavine, ti bojo povedale? Smo rekli, paradižnikov sok, morska sol iz ekološke pridelave. Super. To mi je pa všeč. Wow, a to je to? To je to. Zdaj seveda, mi Slovenci... To so me zdaj kar malo... Se hotela naprej brati, več pa ni bilo. Wow. In zato je to dober izdelek, ker ima malo sestavin in zato, ker nima dodanih nepotrebnih sestavin predvsem. No, super. Ampak zdaj pa greva vseeno pogledati. Se pravi, če pogleda tukaj številčno deklaracijo. Ja. Poglej, prosim, kalorije 28. Maščobe 0,2, od tega ne nasičenih maščob, nič ogljikovih hidratov, ampak vseeno piše 4,6 sladkorjev na 100 gramov. Okay. A veš zakaj? Povej. Ker ima paradižnik toliko sladkorja, tudi če bi ga srovga pojedla. To je v bistvu tako, kot pri sadju verjetno, ker pač neki sladkorjev noter je že. In to ni nič narobe, to je naravno prisoten sladkor. Tukaj noter je prehranska vlaknina, malo ublaži, upočasni praznjenje želodca, to je super. Pa še eno stvar bi rada povedala glede paradižnika. Super je zdrav paradižnik, seveda, ampak če pogledamo prehransko vrednost, to rdeče, kar vidiš, to je likopen, to je močen antioksidant, ki je bolj razpoložljiv v našemu telesu, če je paradižnik toplotno obdelan. A res? Ja. Okay. Tako da za antioksidativne lastnosti je mogoče bolj, če pojemo toplotno obdelan paradižnik, za vitamin C, na primer, je pa v redu, če pojemo paradižnikovo solato poleti. Ok, super, ja, top. Tole gre v mojo košarico. Ja. Mojca, kaj pa tole? A je to v redu izbira za zdrav snack, naprimer? Svej, kaj je pomembno pri branju deklaracij? Nikoli ne gledamo sprednje strani. Okay. Da vidle bova, ali je v redu ali ne, ko bova prebrala zadnji deklaracijo. Okay. Tako da spet prosim, a prebereš kar sestavine? Pa dajva. Počutim se kot v šoli malo. Okay, torej, piše takoj jabolčni čips brez dodanih sladkorjev, kar je bilo sicer moje vprašanje, ker sadje naj bi imelo sladkor in je vedno ta mita, da potem pa to tudi ni v redu. Ali je v redu? Bova prišli na to temo, ampak najprej pogleva za izdelek. Dajva, brez dodanih sladkorjev vsebuje naravno prisotne sladkorje. Evo odgovor. Vir kalija, hraniti trr... A to je to? To je to. Super izdelek, to je sušeno jabolko. Včasih smo jedli krhle,
Zdaj pa lahko jemo tudi čips iz jabolka. Meni je to super, zato ker je res brez slabe vesti lahko poješ. Ima zelo veliko prehranske vlaknine, ker jabolko vsebuje prehransko vlaknino. Super. To podpira zdravje črevesne mikrobiote, kar je res fino. Je sladko, je hrustljavo, ni za enakovredno slanemu čipsu, seveda. Ampak je krasen kad ti zapaše nekaj sladkega, naprimer jaz sem do zdaj zelo rada te medjool dates oziroma dateljne, ki so sočni in taki res sladki, tako da če mi ful sladkor pade, mi res zapaše kakšen datelj. Datelj je super izbira, to je pač hrustljava različica. To je pa tudi fajn, tako nekega če hočem kaj sladkega. zamenjati. Pa da malo otroke probam navaditi rajš na to verzijo, kakor na kakšno slabo verzijo. Sploh ne moramo primerljivo, kako je to boljše. No, super. Tukaj celo ustreza, kar vidimo na prvi strani ustreza temu zadaj. Velikokrat pa ne. To vedno obrnemo in tukaj so relevantni podatki. Zelo fajn. Me prav veseli, ko vidim, da je v bistvu to od sestavin. Ja, to je to. To je super izdelek. Mogoče bi samo še nekaj o sladkorju povedala. Se pravi, na 100 gramov, ta vrečka ima 50 gramov. Na 100 gramov, če prebereva, na 100 gramov ima sladkorja 68. To je veliko sladkorja, ampak tudi 2 vrečki je kar nekaj, da pojemo. Za celo vrečo v bistvu, ne? Za 2 vrečki bi bilo to, ampak to je naravno prisoten sladkor, to je fruktoza, ki je pač naravno prisotna v kombinaciji s prehransko vlaknino. To pomeni spet, da se počasneje ta sladkor iz želodca spravi v kri, ker je to v naravnem paketku v jabolku. Tako da jaz bi rekla, da je to popolnoma nič problematično, je pa seveda fajn, če to pojemo recimo, ko gremo na kak sprehod, se pravi, takrat tudi, ko ti da še malo energije v bistvu. Tako, da, veliko energije. Evo, kar v košarco, a ne? Greva naprej, imam še par dobrih stvari. Super. Sanja, ti ješ meso? Jem, vmes ga nisem nekaj časa, ampak jem tako, bom rekla, piščanca, pa mogoče kakšen zrezek sem pa tja. Večina mojih klientk ima težave s tem, da ne poje dovolj beljakovin. Jaz tudi recimo se mi zdi, da so to malo ženske. Mislim, ker naprimer moški oziroma moj Matej ful radi je meso in se mi zdi, da ga dovolj vnese, več kot jaz mogoče. Ja, mislim, da moški imajo malo manj težav s tem. Za nas ženske ti bom pa zdaj pokazala zelo dober vir beljakovin rastlinskega izvora. Pa da najdeva, evo, tukaj in sicer, a poznaš? Edamame, moram reči, da ko sva živela v Londonu, sva zelo rada hodila v eno tako domačo majhno azijsko restauracijo od ene družine in sva jih ful rada jedla. Super, ja. To je soja. Tako da, a veš, da nisem niti vedela, ali pa jih nisem nikoli opazila, tako da to je sigurno zdaj nekaj, kar bo šla iskat. Meni je to eden najljubših izdelkov šparov. To je, izgleda kot fižolček, to je soja. Ful dober okus ima, ne tak specifičnega kot fižol, ampak na vse poznaš. Tak bolj blag okus, mene malo na bob mogoče celo spominja. Pa fajn pa še z manj soli gor, a ne? Krasno, pa je že to dovolj dober prigrizek. Drugače pa gre krasen za solate, za prikuhe priloge, za juhice, za karkoli. In zakaj ta izdelek meni tako všeč, ker pač to je samo stročnica. Tako dober. Pa še dober je, kot si omenila, da je velik, bom rekla, dober vir beljakovin, na kar sploh pomislila nisem, veš. Ne razmišljamo ljudje, da nam kaj manjka, dokler ne pride do kakšne ali bolezni ali česa, pa da ti rečejo, tega pa premalo uživaš. Tako da je mogoče dober opomnik, da sploh za nas ženske, mogoče ne zaužijemo dovolj. Pa da ni treba, da je vedno meso kot vir beljakovin, da je lahko tudi rastlina. In zdaj pogleda deklaracijo spet, se pravi, to bomo prepustile, se pravi, to ne bova tega gledale bova sestavine. Ok, soja v strokih edamame, blanširana, hitro zmrznjena, visoka kakovost prehranske vlaknine in beljakovin, top. To je to. Čakaj, sploh ni sestavin, ker to je to. To je to, zrna, se pravi, kot fižolček. Zdaj sem bila tako, čakaj, sestavin, ne piše, valjda. Super, da nič ni dodanga, pa to. Take stvari se mi zdijo, da so res pomembne. Osnovne surovine, ker kaj je bistvo neke zdrave prehrane, Bistvo je, ker lahko imamo tudi kak štrudel, pa kako potico, ampak pomembno je, da so osnovne surovine kakovostne. In mi, da imamo danes res nekaj super osnovnih surovin, Super stvari nabiram, evo Mojca, hvala ti za tole. Z veseljem. Se pravi, greva pogledat na 100 gramov, koliko beljakovin ima soja. Dajva pogledat, čakaj, beljakovine, tukaj vidim prevedeno, 12 gramov beljakovin. To je super. To je pol manj recimo kot piščanec, ampak še vedno super. Zakaj? Predvsem, ker je v kombinaciji s prehransko vlaknino 5,5 grama. In to je res en krasen obrok. Nima veliko ogljikovih hidratov, se pravi nekje 6 gramov. To je en tak res dober beljakovinski obrok.
sam skuhaš v vreli vodi in to je to. In posoliš in poješ. Ja, se mi zdi tudi tako kot neka predjed. Krasna predjed, Ali pa res snack zvečer, mislim zvečer. Pa ne rabi zvečer lih, ampak bom rekla nekih 5, ko se usedeš mogoče malo na kavč, pa bi kaj piknil, pa ne bi lih šel na kakšne slabe stvari. Tako. Fajn, okej, kar damo košaro. Ja, jaz bom pa tega vrnila. Greva naprej. Mojca, mi tudi radi občasno jemo ribe doma. Super. Jaz imam sploh rada orado, mogoče brancina. Jemo jih pa tako, mogoče enkrat na mesec, enkrat na 14 dni, mogoče je to v redu, dovolj, premalo. Nekakva priporočila so zaradi vsebnosti omega-3, da jih jemo 2-krat na teden. Okay. Pač vsak vir omega-3 je dobrodošel. A tudi mogoče kakšna tuna iz konzerve? Kaj si misliš o tem? Je to v redu? Veliko boljše je, če imamo ribico, ki je manjša. Manjša riba pomeni, da je manj časa živela, je akumulirala manj težkih kovin. Se pravi, to je potem manjša ribica je boljša. Ampak to, recimo, kar si zdaj zbrala, je tudi v redu. Ali pa recimo, če greva tukaj naprej, to je pač zbereš malo po okusu, razmišljaš enkrat do 2-krat na teden, če le gre. Drugače da pa tudi. Kakšne reakcije, jaz jih imam zelo rada? Jaz tudi, ampak žal. Nikaj preveč. Po vsebnosti omega-3 so ribe tukaj pač najboljša izbira. Najboljša izbira, ja, sigurno. Ampak tudi reakcija ne pašejo v našo kuhinjo. Ja. Ja, kosmiči za zajtrk so ena cela posebna tema. Ja, res je. Nikoli ne veš, a so dobri, a niso, oziroma tukaj neke debate, tako da bom zelo vesela tvojih priporočil. Ja, v resnici je večina kosmičev takih, da bolj spadajo v kategorijo sladkarij. Ja. In če to vemo, potem pač lahko to jemo zmerno, sigurno pa sladkarija ni primeren obrok za zajtrk. No, ja, so pa teli kosmiči, na primer, lahko dobri za zajtrk. Izvoli. Super. Okay. In spet beremo deklaracijo, to ignorirava, uvrneva izdelek in prebereva. Evo, torej bio kosmiči iz koruzine in ajdove moke, vir prehranske vlaknine, nizka vsebnost nasičenih maščob, sestavine so koruzna moka, ajdova moka, rižev sirup in sol iz ekološke predelave. Wow, okay. Malo sestavin, dobre osnovne surovine. Tudi ker piše, da je malo noter sladkorja, torej rižev sirup je sladkor. Pogledava, koliko je tega in to vidiva, se pravi tukaj na povprečni hranilni vrednosti na 100 gramov. Okay, in vidimo, da je sladkorja 4 grame na 100 gramov. Aha, to pa ni veliko. To ni veliko, ne? To sicer gre za procesiran izdelek, ampak recimo, če ga kombiniramo s kakšnim grškim jogurtom, s kakim dobrim rastlinskim mlekom, brez dodanega sladkorja, je lahko dober prigrizek, včasih tudi malo zaglodati pred televizijo. Ali pa na hiter zajtrk, kadar nimamo časa za kuhati prosene kaše, ovsene kaše. Ja, je super. Pa kar vzela. Super. Mojca, res najlepša hvala. Meni je bilo to ful poučno, tako da zdaj vem, na katere stvari moram biti pozorna. Me res veseli. Meni se zdi pomembno, da ko beremo deklaracije, da je res fajn, da prvo stran ignoriramo, in da obrnemo izdelek, tako pa da zbiramo izdelke, ki imajo osnovne surovine kakovostne. To se mi zdi najbolj pomembno. Super. Definitivno bom upoštevala vse tvoje nasvete, tako da ful hvala. Me veseli. Tole je bilo pa poučno. Mojca, povej, a to se te da tudi tako najeti mogoče, da ti hodiš za ljudmi, da gremo v štacuno, pa za njimi hodiš, pa rečeš, v redu, pa ne, prstki stran. Ti se hecaš, ne, ampak to je ena osnovnih stvari, ko učim svoje kliente. So gre pač mora znati prebrati deklaracijo, drugače ne zna zdravo zbirati. In to gremo enkrat v trgovino, ponavadi pridejo še babice pa detki zraven. Ker vsi kupujejo, sploh recimo, če kdo živi v istem gospodinjstvu, in potem smo 2 uri v trgovini in to beremo, kaj pa zdaj ta izdelek, pa ta, pa koliko se razlikuje, ampak tukaj je razlika v ceni, kje bomo zdaj kompromis naredili, kaj pa bajadera, to pa lahko jem, stvari, ki jih imamo radi, pa so na prvi pogled niso najbolj zdrave. Vse to potem... Bajadero imamo za terjav dan, ki je terjava barva. Tako, pa rum kokos bombončke za takrat. Tako da Mojca, jaz se ti resnično zahvaljujem za vse, kar si danes delila z nami. Tudi vam, drage gledalke in gledalci, oziroma poslušalke in poslušalci, se zahvaljujem, ker ste bili z nami in upam, da boste to, kar ste danes slišali, uspešno in koristno uporabili, ko boste šli naslednjič v trgovino. Sej, veste, kaj pravimo tukaj, ne? Več vem, bolje jem. In Mojca Cepuš nam je danes pokazala, kako vedeti več in jesti bolje. Tako da še enkrat najlepša hvala za vse nasvete in veliko uspeha še naprej. Hvala lepa.